Dober dan, naj pa zanima nekaj več o Žalah. A je to pokopališče, kaj ne? To je med najlepšimi evropskimi pokopališči. Tukaj, kjer se zdaj nahajamo, so Plečnikove Žale, ki jih je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Žale so zasnovali še dva druga arhitekta, ki sta tudi pomembna. To sta Kerševan in pa gospod Mušič. A tukaj se pa začnejo pogrebi? Tako je. Na tem delu, kjer se zdaj nahajamo, ta del je namenjen za pogrebne svečanosti. Tukaj se odvijajo vsi pogrebi. Na tem območju imamo 14 mrliških vežic. Iz teh mrliških vežic imamo potem pogrebne svečanosti. Jaz včasih na pogrebu sploh ne vem, kako se moramo obnašati. A imate kak nasvet? Obstaja bonton. Na pogreb v vežico vedno pristopamo v tišini. Najprej se poslovimo od pokojnika, to je lahko žara ali pa krsta, potem pa izrečemo sožalje tudi svojcem. Primerna obleka za pogreb za ožje svojce so oblačila črna, za vse ostale, ki pa prisostvuje, ki se pridejo posloviti od pokojnika, so lahko tudi v drugih barvah. Neprimerno so pa kakšne živahne barve ali pa s kakšnimi napisi na majčki, je dobro, da teh napisov ni, da je bolj tako diskretno. A gremo zdaj še malo po Žalah pogledati? Bomo si še ogledali malo pokopališče Žale. Tukaj imamo načrt pokopališča Žale. Potem so pa označeni oddelki A, B, C in D in na teh številčenih parcelah najdemo tudi pokojne. A je na Žalah pokopan tudi kakšen znan Slovenec? Na pokopališču so pokopani znani Slovenci. Lahko so kiparji, so pesniki, pisatelji, športniki. Mogoče za vas, za vaše obdobje najbolj pomembno je slovenska moderna, kjer so pokopani slovenski modernisti. A, tukaj je pa pokopan Ivan Cankar, njega pa poznam. Pa Oto Župančič. Jaz tudi njega. Dragutin Kete, to je pa slovenska moderna, ko smo se pogovarjali že, ne? Zakaj ljudje sploh imamo pokopališča? Pokopališča nam predstavljajo prostor, kjer se spominjamo predvsem ljudi, ki smo jih imeli radi. Samo pokopališče predstavlja neko umetnost, neko kulturo. Tukaj je tudi en stik z naravo, je park, veliko živali in rastlin. A morajo biti vsi pokopani na pokopališču? Ne, ni potrebno. Se lahko pokojnika raztrese tudi na prostor, ki je namenjen za raztros pepela. Vkolikor pa želi izven tega območja samega pokopališča, se lahko izvrši raztros pepela ali v gorah ali na morje. S tem je pa potrebno imeti soglasje pristojne občine ali pa upravne enote. A to je pa Plečnikov grob? Tako je, tle je pokopan arhitekt Jože Plečnik. Grob je sam zasnoval. Tudi rastline, ki so posajene, imajo neko simboliko. Tukaj, če vidite, je nekaj nenavadnega zadaj, za grobom je posajena tudi vinska trta, kar njih ni običajno na grobovih, da je posajeno. Kdo pa skrbi za ta grob? Za ta grob skrbijo naši vrtnarji v podjetju, kot tudi skrbijo za vse ostale grobove znanih Slovencev, da so te grobovi vedno urejeni, ker je veliko obiska tudi na teh grobovih. Zdaj pa predlagam, da gremo tudi mi posaditi en grob, da uredimo še mi en grob. Ja, a bodo tudi rostce lahko Tako je, vse bomo posadili. Kaj imamo na voljo za posaditi? Na voljo imamo mačehe. Mačehe lahko sadimo tudi jeseni. Potem v vsakem nasadu imamo tudi trajnice, da nam ni treba skozi te sezonske nasade delati. Kot barvna harmonija je treba imeti tudi nekaj zelenja, nekaj temnega. To imamo bršljan, ki se potem razpreda po samem grobu, pa zadržuje vlago fino. Iglavce sadimo tudi na pokopališčah. To so zelo obstojni tudi na sušo in pa na vse vremenske razmere. Jaz bi to dala sem. Ja, to bo lepo, če bo na sredini. Kaj pa, če bi dali to tukaj zraven? Ja, lahko, ja. V prvi fazi je treba vsako rastlino izlončati iz lončka ven. Zdaj rastline imajo tudi korenine, ki jih je ob sajenju fino, dobro, zelo priporočljivo majčkeno odstraniti. To pa zaradi tega ali pa razrahljati, da potem, ko sadimo, korenine hitreje potegnejo in se rastline tudi hitro oprimejo, da dobijo dovolj hrane in dovolj vode.